Kaj vse lahko vidimo v vašem laboratoriju? V našem laboratoriju lahko vidite in tudi doživite demonstracije z virtualne resničnosti, razširjene resničnosti, spoznate lahko robote, humanoidne in industrijske robote in lahko spoznate tudi čisto novo tehnologijo, brain-computer interface, to je pa vmesnik med našimi možgani in računalnikom oziroma strojem. Kaj je to virtualna resničnost? Virtualna resničnost je pa kot neka taka sintetična, digitalna simulacija resničnosti in jo mi še nadgradimo s kakšno fantazijo, tako da lahko v virtualnem svetu lahko ustvarimo nekaj, kar v realnem ne obstaja in ko mi to gledamo na očalih, se v bistvu potopimo v te podobe in je kot da bi bili tam. Kam bomo pa odšli mi? Na virtualni vzpon na naš najvišji dimnik v Evropi. Takole na glavo lahko pomagaš malo, da se namestiš udobno. Kaj pa vidiš? Lep razgled, oblake. Pa veš, kje si? Ne. Da si na najvišjem dimniku v Evropi, kar 360 metrov je visok. A te je kaj strah? Malo. Se ti kaj vrti? Ja. Kako naredite 360-stopinjski posnetek? S pomočjo takšnele posebne kamere. Tole vidite tolo kamero in tale kamera ima 6 leč. Se pravi, da ko snema čisto okrog in okrog nas, zajame 360-stopinjsko okolje in potem mi to pretvorimo v računalniškem programu in pripravimo, da je možnost da ogledati na očalih. Zdaj si ti preko virtualne resničnosti je omogočeno, da si ti v Nubskih gorah, v Južnem Sudanu, v Afriki. A nam lahko kaj več poveste o vaši robotki Evi? Naša robotka Eva je nekaj posebnega že samo zato, ker je ena izmed redkih žensk punc robotk v Sloveniji. In ena izmed prvih takšnih humanoidnih robotk v Sloveniji, da ima nek svoj karakter, identiteto, svoj Facebook profil, YouTube kanal, ima ogromno performansov, nastopov, poje, pleše, obiskuje otroke, obiskuje oskrbovance v domu upokojencev, vodi konference, je moderatorka, ogromno. Kaj pomeni humanoid? Humanoid v robotiki pomeni, da je to robot, ki je nekako oblikovan in izdelan po človekovi podobi. Se pravi, da ima 2 roki, 2 nogi, glavo, nekako po svoji obliki želi imitirati človeško podobo. Kaj vse lahko počnejo roboti? Eni roboti potujejo na druge planete in z drugih planetov vzamejo kakšne vsebine in jih potem lahko mi raziskujemo. Potem eni roboti gredo globoko v globine morja, eni roboti so pa družabni, takšni kot imamo mi, so pa namenjeni, da se nekako družijo z nami ljudmi. Tale naš robot, robotska roka Jaski, pa počne čisto nekaj drugega, kar je običajno za industrijske robotske roke. In sicer on je umetnik in slika. Tako da vidite, da ima tam čopič in zna slikati. Kar dobro obrača čopič, za robota. Ja. Kaj je razširjena resničnost? Razširjena resničnost je pa takšna tehnologija, s katero mi lahko, naprimer, grafike v realnem svetu ali objekte animiramo in se nekako pred nami uživijo. Rata nekako 3D in se premika in tukaj vidimo ta zemlja, ki se tudi premika, je statična, se tukaj animira. Pa roka se tudi premika. Ko je, ja, roka in golobica se premikajo. Tale gel pomaga elektrodam, da dobro zaznajo naš možganski signal. Zdaj mi boš pa pomagal, ti bom jaz dala gor v očala in jih boš pridržal, takole kar če primeš. Kar lepo se sprosti, zdaj boš poletel, mi dve z Nastjo te bova pa pokrili v tej kapsuli. Namestimo si to kapico, brain computer interface na glavo z 8 elektrodami. Elektrode zaznajo našo možgansko aktivnost in te gibe jih pa mi zbiramo z mislimi. A je fino? Ja, super, ja.